Lepo pozdravljeni na Mohorskih pogovorih, ki bodo danes gotovo zveneli malo drugače, saj se bomo z besedo sprehajali skozi pesem. Pesem, ki je na Celjskem v 80 letih združila na tisoče, 10 tisoče mladih pevcev, pustila pa izjemen pečat na celotnem slovenskem zborovskem zemljevidu, da ne rečem kar evropskem in svetovnem. Danes so naši gostje, avtorica znanstvene monografije o Jurčetu Vržetu, zborovodju in vizionarju Mladinskega pevskega festivala v Celju z naslovom Naj mladina poje, doktorica Darja Koter, zgodovinarka in avtorica istoimenske razstave v Muzeju novejše zgodovine Celje, doktorica Marija Počivavšek in direktor občinske uprave Mestne občine Celje, gospod Gregor Deleja. Lep pozdrav vsem. Letos smo obeleževali 80-letnico Mladinskega pevskega festivala in 120-letnico rojstva Jurčeta Vržeta. Lahko rečemo, da je bila letošnja pomlad na Celjskem zelo posebna. Bomo pozneje o podrobnostih, ampak za začetek pa bi vas vse vprašala, zdaj ko so stvari že malo odmaknjene, kako ste doživljali vse te dogodke, kako ste te jubileje, te dogajanja okrog tega, to pomlad vi osebno doživljali. Gospodarja, mogoče vi, ki ste bili najbolj vpeti v to knjigo. Ja, hvala za besedo. Celjski pevski festival sem v prejšnjih letih doživljala kot zborovodkinja srednješolskega zbora, kar je bila povsem drugačna dinamika in drugačno doživljanje teh festivalskih dni, letos pa povsem drugače. Torej, imela sem priložnost srečati kolege, zborovodje, ki so Jurčeta Vržeta dobro poznali, z njim delali, smo se marsikaj pogovorili, še marsikaj so mi odkrili, česar v knjigi ni, kar je vedno za pričakovati. Vzdušje je bilo res tako, bi rekla, ne samo spominsko, ampak res slavnostno in zelo dobro sem se počutila prav na vseh prireditvah. Marija, Gregor, vidva sta Celjana, kako sta vidva doživljala letošnjo pomlad? Ja, bila je intenzivna, ne? Celjski pevski festival je sopadel tudi letos malce namenoma, malce pa tudi zato, ker smo se že pred 3 leti odločili, da ga iz tistega prej tradicionalnega konca šolskega leta pomaknemo vendarle malo bolj v ta začetek konca, se pravi mesec april, ker šole imajo vedno več težav obiskovati ene takšne manifestacije v času, ko učenci v osnovnih šolah oziroma dijaki v srednjih šolah pridobivajo zadnje ocene. Je pa april tudi praznik našega mesta, torej 11. aprila vsako leto obeležujemo tisti trenutek, ko je mesto prejelo svoje mestne pravice v 15. stoletju in pol se na kup nabere kar nekaj stvari in dogodkov, ki se odvijajo v tem času in festival letošnji, sploh intenziven zaradi tega visokega jubileja, je res bil poseben tudi zato, ker je prišel en tak praznični čas in bilo je res lepo, ker je mesto valovalo ne samo na duhu te svoje zgodovine, ampak tudi sedanjosti in pa seveda enega pogleda v prihodnost. Ja, jaz sem z razstavo bila samo delček tega mozaika celjskega pevskega dogajanja v mesecu aprilu. Moram reči, da sem prav uživala in tudi krasno, ker se je razstava v bistvu vklopila v sam festival, v samo knjigo, v film. Tako da se mi zdi, da organizacija je bila res na nivoju odlična, zahvaljujoč seveda gospodu Deleji, Davidu Preložniku, Nenadu Firštu, vsem tem akterjem, ki zadnja leta bdijo nad festivalom in ga umeščajo v to kulturno dogajanje samega mesta. Zdaj, ta festival smo nekako doživljali kot pesem skozi mesto, doživljali smo ga v spominih, tisti, ki smo kakorkoli sodelovali v teh pevskih manifestacijah. Letos pa je to dogajanje posebej zaznamovalo ime Jurčeta Vržeta. Tega imena pa, glede na to, da je letos mineva 120 let, kar je bil rojen, marsikdo ni poznal. Kako ste se vi prvič srečali in zavedli pomena tega velikega človeka, gospodar? Ja, hvala lepa. Kot rečeno, ko sem tam okrog leta 1990 aktivno prihajala v Celje na festivale,
takrat to ni bil več živ, ampak je bil vedno prisoten. Kolegi so ga nenehno omenjali, ja, kot je Vreže, ali pa kot je bilo v Veržetovem času, ampak mi želimo tako, kot je bilo v Veržetovem času. Tako da sem ga spoznavala sicer posredno, ampak tako kot enega izjemnega človeka, ki je gotovo veliko pripomogel k vsemu. Potem me je pa življenje vodilo v Šmarje, torej njegov rojstni kraj, popolnoma slučajno, v njegovo hiško, kjer zdaj biva hči Nada. In tako v nekem pogovoru, v pogledu njenega vrta, čar vrta, sem pač kot radovedna zgodovinarka vprašala, gospa Nada, imate kakšno gradivo o vašem očetu? In potem se je začelo. Začela se odvijati zgodba, to je zdaj že več kot 10 let od tega, tako da sem že takrat precej pregledala, pa tudi napisala en članek za znanstveno revijo. In stvari mičkeno zastanejo, pa spet privrejo na dan in seveda zahvaljujoč mestni občini Celje in gospodu Delej za idejo, da bi naredili kaj več ob tem jubileju, torej monografijo, sem, moram reči, pristopila brez velikega prigovarjanja, ker je bila to tema, ki me zares zanima. In Jurče Vreže je res človek, ki je naredil toliko za slovensko zborovstvo in za njegovo promocijo v mednarodnem prostoru, da si absolutno zasluži monografijo. Moram pa reči, da so le redki učitelji, zborovodje v slovenskem prostoru, ki so deležni tolikšne pozornosti. In se mi zdi prav, da smo tokrat osvetlili učitelja, prvenstvo učitelja, zborovodja in seveda velikega vizionarja. Gregor, kako to, da ste se na občini odločili, da je to človek, ki mu je treba postaviti spomenik, čeprav knjižni, da je človek, na katerem je tudi mesto gradi identiteto in nosi to dediščino naprej? Tu moram reči, da je tista glavna pobudnica ali pa iniciatorka bila profesorica glasbe na prvi gimnaziji v Celju Adriana Požun-Pavlović. Ona je z Davidom, če se ne motim, je bilo to leta 2022, povabila na eno kavo, kjer se je pridružila tudi Nada, hčerka Jurčeta Vrežeta, in sta povedali, da je Adriana začela zbirati predvsem pričevanja, da sta zdaj tukaj ostali, da bi si festival, vedela je pa, zakaj naj jo z Davidom, ker sva takrat se lotila zelo aktivno oživljanja festivala po letu 2017, pa po tisti nesrečni koroni, in da če lahko pač pomagam ali pa da bi to delo predala nama, pa naj ga midva nadaljujeva. In takrat smo oba ocenila, da to delo absolutno presega, rekel, ljubiteljstvo, čeprav je ravno iz tega ljubiteljskega išlo in da si zasluži en resen znanstveno-raziskovalni pristop. In takrat smo se v sklopu festivalske ekipe dogovorili, to je bilo dejansko konec leta 2022, da z jubilejnim letom 2026 poskušamo zdaj pa postaviti tistega, ki je s tem začel in bil desetletja vpet aktivno organizacijo, izpostaviti. In takrat je Nada tudi povedala, da je skupščina še takrat namestna sprejela 89. da bo v spomin na Vrežeta in za zasluge za vso to delo, ki ga je opravil s festivalom, podeljevala priznanje oziroma listino, ne vem, kako je bilo točno formulirano. Ta sklep se pa ni nikoli uresničil, tako da smo se odločili. Treba ga je raziskati na čist znanstven način, kot je to naredila Darja, treba ga je osvetliti in ga približati ponovno mestu, ki mu je takrat mu ponudilo v bistvu ta okvir, v katerem lahko ustvarjal in razmišljal. To smo naredili za razstavo in potrebno ga je umestiti tudi v ta, rekel, javni del, ki nekako živi z zborovstvom, in to je najlažje preko slike, preko filma. In tako so nastali ti trije stebri, torej znanstvena monografija, dokumentarni film, ki bo v kratkem premierno predvajan tudi na RTV Slovenija, in pa razstava, ki je še na ogledu Muzeju novejše zgodovine v Celju. Pa seveda smo letošnje leto uresničili tudi tisti sklep iz davnih 80-ih in podelili najboljšemu zboru, tokrat je bilo v Celju državno tekmovanje mladinskih zborov,
Vrežetovo nagrado, gre za finančno nagrado in bo vsako leto podeljena najboljšim, torej zmagovalcem vseh kategorij. Tako da jaz mislim, da se vrnil, ali pa če se sam mogoče, vsaj sodeč po knjigi, po pripovedovanjih, ni nikoli postavljal v ospredje, smo ga zdaj posthumno mu dali tisto mesto. Eno zadevo sicer še moramo uresničiti, ki je pa povezana mogoče z malo bolj takimi posvetnimi skrbmi, ampak verjamem, da jih bomo rešili, da bo na Prodhazijev dvorec umeščena tudi spominska plošča, ampak to je treba pa spomeničarji, pa predvideva se zdaj prenova tudi fasade, tako da bo pač počakalo na tisti čas. To je pa zdaj v zapisniku, pa upam, da nam ga uspe uresničiti prej kot 30 let oziroma 20 let kasneje. Ja, to je v bistvu cela zgodba. Torej, na nek način se je pojavila tam, kjer je Vreže tudi na tisto, kar je največ stal, na svoje učitelje, na tiste, ki so šli v šole, oblikovali zbore, vzgajali pevce, dali Sloveniji to, kar ima danes res in je lahko ponosna, torej izjemen ljubiteljski nivo petja, in zato je nujna celotna izobraževalna vertikala, ki mora biti pod vsem zborom, ki potem odrastejo iz nje, in tukaj mislim, da je Vreže spet tam, kjer mora biti, torej v Mladinskem pevskem festivalu v Celju. Doktorica Marija Počivavšek, v Muzeju novejše zgodovine Celje hranite izjemne vire iz celjske zgodovine. Kako ste vi spremljali to raziskovanje? Kdo je bil Jurče Vreže? Kako pogosto je skočil ven iz vašega dela predtem, preden ste začeli pripravljati razstavo, in kako ste v bistvu zbirali to gradivo, ki je zdaj objavljeno tudi v tej knjigi? Ja, moram reči, da prav intenzivno na tem področju nismo delali, dokler ni prišla ta pobuda pred nekaj leti, ko smo se vpeli v ta projekt, mi po razstavni plati, drugi avtorji na drug način. Moram reči, da je bil seveda to tisti vzgib, ko smo se lotili tudi tega zbiranja gradiva, raziskovanja, brskanja po spominih, sodelovanja z različnimi akterji, ki so Vrežeta poznali, delali z njim, in tudi tistimi, ki so delali po tem, ko je on že zapustil festival. Gradiva je bilo na razpolago po eni strani veliko, precej razpršenega, hranimo ga različne celjske kulturne ustanove, arhivsko gradivo, dokumentarno gradivo, v zgodovinskem arhivu, v knjižnici, pregled časopisja, nenazadnje 80 let kar dolgo obdobje, ki ni bilo enovito, bili so vzponi, padci, čas se je spreminjal. To je eno, po drugi strani je pa to tako živa stvar, ki še vedno živi, da je veliko teh akterjev, ki je bilo povezanih in je še povezanih s festivalom, z Vrežetom, se pravi, mislim na te spomine, na pripovedovalce, ki so mi z veseljem v bistvu pristopili, mi omogočili vpogled v gradivo in seveda tudi v svoje spomine. Tako da je bila na eni strani moja naloga lahka, ker je bilo gradiva veliko, po drugi strani pa tudi težka, ker je bilo treba narediti neko selekcijo, se odločiti za neko rdečo nit in povezati vse te zgodbe, spomine, vire v neko razstavno pripoved. Ostanimo še malo tu v zgodovinskem okviru. Pred 120 leti se je rodil Jurče Vreže. Če nas lahko malo čisto okvirno predstavite v tisti čas, kakšno je bilo življenje v času Jurčeta Vrežeta v Celju, kakšen je bil okvir, v katerem se je gibal, delal, živel? Ja, Jurče Vreže, kot rečeno, je vstopil v nek javni prostor šele takrat, ko je približno z 20 leti postal učitelj. Njegovo prvo delovno mesto je bilo v Šoštanju. On je tam preživel 14 let v času pred drugo svetovno vojno. Ampak tam ni bil samo učitelj,
Šoštanj je bilo mesto, v katerem je bilo tudi dosti delavstva. Vemo, da je tam delovala Vošnjakova usnjarna, tako da je bilo kar mesto živahno, tudi po tej plati. In Vreže je poleg svojega dela v šoli, poučevanja seveda, zelo hitro začutil ta utrip kraja in seveda ni mogel iz svoje kože, da ne bi v bistvu stopil tudi iz teh šolskih zidov. Ustanovil je nekaj zborov, vodil je nekaj zborov v Šoštanju v teh 14 letih, povezal se je z delavstvom, bil je socialno čuteč, to so bili tudi na nek način težki časi, tudi precej skromno življenje, če ga primerjamo potem s kasnejšimi leti, ampak on je v bistvu veliko naredil, po eni strani za popularizacijo petja, za uvajanje zborovstva, ne samo na svoji šoli, ampak tudi širše, ker se je povezal s podobno mislečimi učitelji glasbe, zborovodji, da so pač ustanavljali osnovnošolske zbore. Po drugi strani pa tudi veliko pripomogel k temu kulturnemu utripu kraja. Tako takrat v Šoštanju, kot potem po drugi svetovni vojni, ko je začel poklicno delovati v Celju. Doktorica Darja Koter, meni je bilo fascinantno, ker vi ste svoje življenje pravzaprav posvetili raziskovanju zgodovine glasbe takih osebnosti. Lahko bi rekli, kar se petja tiče, sploh mladinskega, da bi ga lahko razdelili na čas pred Vrežetom in po Vrežetu. Zakaj je Vrežet tako pomemben na tem področju? Ja. To je res ključno vprašanje, kajti knjiga ni le spomin in poklon Jurčetu Vrežetu, ampak tudi poklon razvoju slovenskega zborovstva. Slovensko zborovstvo gotovo ima pri nas, v naši kulturi, eno izmed pomembnih mest, ne samo za narodno samobitnost, ne samo za zavedanje nacionalne pripadnosti, tudi seveda v umetnostnem smislu. In če se je zborovstvo začelo razvijati bolje razvijati po letu 1848, ne, vsi vemo za zgodovinska ozadja in potem za čitalnice in razvoj slovenskih, tako imenovanih slovenskih pevskih društev in seveda petja, razvoj petja v šoli, se je ta čas po prvi svetovni vojni nekako izpel. Prišel čas, ko je bilo potrebno stopiti naprej v dvoglasje, triglasje, štiriglasje, večji umetniški naboj glasbe in vsi po vrsti so ugotavljali, da nimamo dovolj gradiva, da ni dovolj literature, potrebno je bilo spodbujati slovenske skladatelje in kdo je to naredil? Naredili so učitelji, zborovodji. Ta razvoj se je začel, torej intenzivno začel v Trstu, s Srečkom Kumarjem, tam v začetku 20. let. On je recimo leta 1924 ustanovil en ogromen zbor slovenskih učiteljev tega širokega območja, ki je bilo takrat še bolj slovensko, seveda, kot danes. In to ni bil le zbor, to je bila pravzaprav šola zborovstva, ker vsi ti učitelji, ki so se od njega in drugih, ki so pomagali voditi ta zbor, so se učili, kako vodimo zbor, kako vokalna tehnika naj teče, kakšne metode so najuspešnejše, spoznavali so literaturo in potem na svojih šolah, na šolah, kjer so učili, ustanavljali nove zbore in tiste, ki so že bili, tudi kvalitetno vodili. In ta nit se je vlekla potem v slovenski prostor, kajti Srečko Kumar in drugi, številni drugi, iz tega kraško-tržaškega območja so po letu 25 ali pa 27 prišli v Jugoslavijo, ker vemo zakaj. Med njimi tudi Avgušt Šuligoj, recimo, ki je prišel v Trbovlje. No, in ta duh in ta literatura, ki se je potem razširjala tudi v slovenskem prostoru, je potem spodbudila tudi Vrežetov krog, v katerem so bili Maks Opirnik, Ulaga, Zorn, pa še seveda drugi. Vsi ti so povzeli razvoj naprej.
tako z zavedanjem, seveda še vedno je bilo zborovstvo tudi poligon za negovanje ljudske pesmi in priredb ljudske pesmi, ampak vse bolj se je razvijala tudi umetna pesem. In tukaj, torej Brežetova vizija, ki je že pred vojno bila jasna in tudi zapisana, naj ima vsaka šola pevski zbor in mladinski pevski zbor bo lahko edini faktor, da bomo dobili tudi kvalitetne odrasle zbore. Torej ta kontinuiteta, ki se je dobro zavedal, mu je seveda tudi uspela in jo je nadaljeval potem po drugi svetovni vojni. Tako da gotovo je bil lik izjemnega vizionarja, kako zastaviti tudi izobraževanje. Namreč že pred vojno je s somišljeniki zastavil seminarje, torej vseživljenjsko poučevanje, o katerem mi še danes govorimo in o njegovem pomenu, torej ta vseživljenjsko izobraževanje v obliki seminarjev, ki je potem potekalo seveda tudi v Celju in tako ne, in poteka še danes. Skratka, lahko rečemo, veliko je bilo storjenega in veliko povzemanja njegovih idej, kar smo lahko samo hvaležni. Dotaknil se je tudi ne samo izobraževanja, ampak tudi sistema glasbenega šolstva in položaja glasbe v splošnem šolstvu. In tudi tukaj je z debatami, spodbujal je debate med učitelji in te debate so rojevale različne sklepe in tudi to je vplivalo na razvoj torej položaja glasbe v splošnem in glasbenem šolstvu. Tako da lahko samo rečemo en velik poklon, ker to, kar je on naredil, je temelj, s katerim se mi danes hvalimo. Pa smo nekako vmes pozabili, kdo je bil ta eden izmed glavnih akterjev, se ne smemo pozabiti tudi drugih, ampak vsekakor ima vodilno vlogo Breže. Povejte mi, kako je v bistvu s tem mladinskim petjem po svetu? Katere države imajo to tradicijo razvito, ker ni tako samoumevno, da otroci danes sploh se vključujejo v neke take zadeve, kar se tiče pevskih zborov? Če začnem nekoliko nazaj, vsekakor lahko rečemo, da je slovenski prostor v veliki meri unikum, kako ima razvito zborovstvo. Seveda podobno ali pa zelo odlično je tudi na Madžarskem. Tudi Nemčija ima kar pak skandinavske države. V Italiji bi težko pohvalila, pa tudi v Franciji gre bolj za ljubiteljsko, bolj za tako uživanje samo ob glasbi, ni pa te umetniške tendence. Vsekakor pa petje ni del splošnega šolstva v takšnem poglobljenem in seveda tudi institucionalnem smislu. Tako da so naši glasbeniki, naši predniki, vizionarji uspeli to obdržati. V zadnjem času se spet stvari nekoliko podirajo, kar je zaskrbljujoče, pa danes bomo govorili o pozitivnih rečeh. V naših krogih, torej na glasbeno-pedagoškem področju, smo za marsikaj zaskrbljeni, poskušamo to reševati na primeren način. Tako da je pa res, da tudi čas prinese svoje, če se zdaj osredotočim na sedanjost. Mi vemo, da včasih je bil v šoli, ne vem, mogoče likovni krožek, pa pevski zbor, pa še kaj, in tudi starši so morda bolj spodbujali učence, otroke, da so prepevali, doma se je več prepevali. Skratka, ta okvir, ta vzgib vključevanja v pevski zbor je bil absolutno drugačen, kot je danes. Ampak ne smemo obupati, ne glede na vse možnosti, ki jih imajo današnji otroci, njihova zanimanja in spodbude staršev, ki so zelo različne. Šolski zbori še obstajajo, ampak jaz mislim, da je glasba tista, ki zmaguje. Zato, ker otrok, ki poje srcem in ima seveda učitelja, ki je spodbuden, navdihujoč, tak gre domov z pevske vaje tudi navdušen in zadovoljen in vesel in naj to zmaga. In verjetno tudi v odrasli dobi išče priložnosti in možnosti, da to ohranja. To je pa glavno poslanstvo, da to ne bo nekaj, v čemer bomo zaključili z osnovno šolo, zato se tudi zelo spodbujajo srednješolski zbori in seveda potem naprej. In ni naključje, recimo Celje, en lep primer, imajo dobre in
ves ta čas, lahko rečemo, o katerem govorimo, so imeli dobre osnovnošolske zbore, gimnazijske zbore in imajo dobre odrasle zbore. Enako je v Velenju, ne, in to je bazen. To je bazen po Veržetovi zaslugi. On je začel to veliko spodbudo vsaki šoli naj bo dober zbor in šolajmo zborovodje v Celju in njegovi okolici. In to, mislim, tega ne gre prezreti. Gospa Marija, v knjigi je ena fotografija, pa bi vas prosila, da malo poveste o njej. Tista iz leta 1946, Protazijev dvorec v ozadju in množica otrok pred njo. To je pač množična fotografija, ki morda nekomu niti ne pove veliko, ampak kaj je vse na tisti fotografiji, zakaj tisti dvorec, kdo je to gledal na drugi strani ali sploh kdo in kakšna logistika je zadaj za tem dogodkom. Ja, ta fotografija je letos res, se mi zdi, prišla v javnost, ne, še bolj kot je bila prej prisotna. Res se nas dotakne, če smo pozorni, če si jo dobro pogledamo. In tam se je vse začelo. Ta fotografija je nastala junija 1946 leta, se pravi eno leto po koncu druge svetovne vojne, povezana seveda z Veržetom. On je že takrat, se pravi leto po koncu vojne, uresničil to svojo idejo oziroma skupno idejo, ne, z svojimi somišljeniki, o kateri so sanjali že pred vojno, pa je potem seveda jim prekrižala načrte. No, kot rečeno, 46. leta je uspel zbrati pred Protazijevim dvorcem na tem odru približno 3000 mladih pevcev iz celjskega okrožja, to se pravi nekje iz tega področja celjske regije današnje. To je bil težek čas. To ni bilo, ne vem, pred 10-20 leti, ampak postavimo se 80 let nazaj. Kako zbrati to mladino, kako jih privabiti, ne samo privabiti, kako omogočiti, organizirati, da so lahko prišli v Celje. Tisti, ki so bili blizu, so prišli peš, tisti bolj oddaljeni z vlakom, če so imeli možnost, s kamioni. Javni prevoz je bil seveda zelo šibek še v tem času. Kako jim organizirati ta dan v Celju. To je bil enodnevni festival takrat. Otroke, ki so prišli, pevce mlade, so namestili po šolah. Potem so jih pa, dopoldne so imeli nekaj koncertov, popoldne je pa ta mladina po celjskih ulicah prikorakala do tega velikega odra. Najprej so na odru peli okrajni zbori, to so pač, ne vem, iz šmarskega področja, iz Šoštanja, iz Savinjske doline, iz Trbovelj. Skratka, po 2 pesmi so zapeli združeni zbori iz vsakega okraja, no potem proti večeru je pa sledil vrhunec, ko so se vsi ti zbori hkrati postavili na ta oder in skupaj zapeli 3 pesmi. Eno od teh so letos ponovno zapeli, prosim, vse 3, no, pardon, eno smo potem umestili tudi na razstavo. No, letos smo na istem prizorišču, na podobnem odru, skratka na isti lokaciji po 80 letih ponovno združili mlade pevce in osvežili ta dogodek izpred 80 let. In to se, ne vem, meni, ki sem bila prisotna, pa verjamem, da tudi vsem, ki so bili tam, zdi res nekaj veličastnega in nepozabnega. Ja, če lahko omenim, na tem dogodku v prvi vrsti je sedel gospod Jože Korez, ki je pozneje postal operni pevec, in ko je pri prvi pesmi vstal in skoraj zajokal, smo bili vsi ganjeni. Gregor Deleja, kako ste letos
poustvarjali to, s kakšnimi izzivi ste se zdaj v sodobnem času srečevali in kako ste zadovoljni s tem duhom ujetim 80-letnega festivala? Ja, vedno smo rekli, tudi ko smo razlagali v letošnjem jubilejnem festivalu, da izzivi so podobni. Kako se pripeljati, kdo jih bo pripeljal, kam jih dati, do kje jesti, še mogoče bolj zbirčni so zagotovo bolj danes, kot so pa bili pred 80 leti. Ampak ja, to je bila ideja, se pravi, spet združiti vse te zbore. To idejo smo dejansko resnično že lani, ko smo v Celje iz Maribora preselili vse slovenski zborovski boom, ki poveže osnovnošolce, zadnjo triado, torej mladinske zbore, na enem res velikem koncertu. Lani je bilo 5000 otrok, v bistvu vse Slovenije, v dvorani Zlatorog, skupaj z orkestrom, pihalnim orkestrom Glasbene šole Celje, ki je tudi letos spremljal ta naš letošnji jubilejni združeni zbor. Tukaj smo pa zavestno povabili k sodelovanju samo celjske osnovne šole. Namreč v teh izzivih, ko je prej govorila dr. Kotar, da je zbor zdaj v konkurenci s številnimi dejavnostmi in mogoče tudi ne ustreza več ta skupinskost nekemu duhu časa, ki terja tekmovalnost, individualnost in tako naprej, ker zbor je, če nisi zdaj ravno na tekmovanju, kot je v Celju ali v Zagorju ali pa potem v Mariboru kot starejši, mislim, če je starejši zbor, potem ne tekmuješ ti z sopevci, moraš sodelovati, ne, z dirigentom, sopevci, tekmuješ lahko večjemu sam s sabo, da si poskušaš biti čim boljši v tem, kar počneš, ali pa čim bolje slediti, biti v sozvočju. In zato smo rekli, da povežemo v projektu letošnjega festivala Celjske osnovne šole, da ponovno začutijo tudi ne to moč, ki jo ima ena posamezna šola, pa njen zbor, ampak vsi skupaj, koliko lahko kolegice in kolegi, ki vodijo zbore, pomagajo drug drugim, sodelujejo drug z drugimi. In tako so naši zbori začeli in zaključili s festivalom. Začeli skupaj s Simfoniki RTV Slovenija in sicer izvedli otroško kantato celjskega skladatelja Matevža Goršiča, ki sicer tudi izhaja iz družine, ki je neminovno povezana z zgodovino Celjskega pevskega festivala. Njegov oče Edvard Goršič bil znan celjski zborovodja, dirigent glasbenik tudi Celjskega pevskega društva, ki je v tistih njegovih časih bil en najboljših odraslih zborov naše države. In v drugem delu smo potem povezali še vse srednje šolce, torej vse srednješolske zbore, ki delujejo zdaj v bistvu na 3 celjskih gimnazijah, na prvi gimnaziji, na gimnaziji Lava in na gimnaziji Celje Center. In ti zbori so potem združeni, zaključili tudi festival, kjer smo poustvarili prvi program in še dodali ob slovenski himni še 2 pesmi iz lanskega zborovskega booma. Med njimi tudi eno takšno, sicer popularno, ampak vendarle nosi to Celje, pa ta duh festivala, to je Dan ljubezni, Tadeja Devija Hruševarja in Sepeta z nekim takim sporočilom. Tako da ni bilo 3000, bilo jih je nekaj več kot 600, ampak smo izjemno ponosni na nje. Predvsem je pa zdaj zanimivo spremljati te odzive, ko res nekaj časa mine in ko se tudi s kolegi pogovarjaš in zdaj sami tudi razmišljajo, na kak način mogoče zbor vendarle, ali pa kje iskati še neke metode, da bomo konkurenčni, ne vem, programiranju, robotom in tako naprej. In se da. In tisti otroci, ki so v tem, res odnesejo tudi ta vrednostni del, ki ti ga mogoče neka individualna dejavnost ne da. Podobno kot v športu dejansko, s tem, da tukaj, se pravi, je to drugačno doživljanje tekmovalnosti. In ja, ravno za te osnove se moramo spet začeti truditi, če želimo, da bomo družba znali v bistvu sami sebe obvladovati v tem silovitem napredku, ki smo mu priča, in se absolutno strinjam z Darjem. Glasba tukaj ima eno posebno moč in jaz verjamem, da bo zmagala. Smo pa zdaj v enem takem umestnem času, ko včasih izgleda malo hudo, ampak pa s takimi dogodki pa spet vidiš, da se da. Ampak odločeni ste, Celje ostaja pevsko mesto in na nek način središče mladinskega pevskega dogajanja za vso državo. Ja, tudi selitev državnega tekmovanja mladinskih zborov v letu 2024 iz Zagorja, ki je bilo čisto logistične težave že z organizacijo, je bila zelo smiselna in tudi povezave na ravni institucij. Tudi en dosežek, ki se mi ga zdi pomembno izpostaviti pri letošnjem festivalu, je, da smo se ključni akterji povezali.
Akademija za glasbo, muzealska stroka, v Celju cel ekosistem, ker pri ustvarjanju razstave, kot je prej Marija povedala, so sodelovali in naše glavne institucije od Zavoda Celje, ki je zdaj nosilec pevskega festivala, Zgodovinskega arhiva, Srednje knjižnice Celje, posameznice, posamezniki, šole, skratka vsi, ki smo tu na nacionalnem nivoju, Akademija za glasbo, RTV Slovenija, ki je koproducent dokumentarnega filma, Javni sklad za ljubiteljske, mislim za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, ki nosi to zborovstvo kot enega svojih osnovnih stebrov in Zavod Republike Slovenije za šolstvo in na tak način se mi zdi, da lahko vsak za sebe ne bomo mogli nič. Tako da zdaj Zagorje, Celje, Maribor, v enem delu seveda tudi Primorci, ki imajo močno tradicijo z tolminsko pevsko šolo, z tekmovanjem, ki je bilo izpostavljeno tudi v Kopru, se mi zdi, da to mora biti. Mislim, moramo se srečevati, moramo se znati meriti, ne sme biti pa samo to merjenje, kdo je boljši, tisto prvenstveno. Prvenstveno mora biti ravno to srečevanje, medsebojna spodbuda. In ja, ta konkurenca ti da samo en zagon, da poskušaš biti še boljši, pa še bolj iznajdljiv v tem, kar delaš. Tako da Celje ostaja po 80 letih še naprej, nadaljnjih 80, 100 in tako naprej. Nekje mesto, kjer je petja doba. Samo nekaj dodam tukaj, prosim. Ja, si ravno to, samo to bi dodala, če mičkeno navežem na Jožeta. On je zares verjel v ta skupinski duh, da se mlad človek oblikuje v zboru, etično, moralno, razgledanje, uri se v prilagajanju, v skupinskem duhu, v želji skupinskega ustvarjanja. In to je tisto, kar danes manjka, danes smo vsi individualisti. In zato se mi zdi tudi, kar praviš, gojiti zborovstvo, stati za tem in povezovati vse najpomembnejše ustanove, ki so tudi vzgojne. Tudi mi, študente na Akademiji za glasbo, zelo močno izobražujemo v zborovstvu. To spodbujamo, zato ker je to lahko, le to je lahko porok, da bo zborovstvo naprej živelo, ne to izobraževanje. In Jočev je že bil prepričan, da glasba oblikuje človeka vsestransko. Ampak to je res. Nekaj takega sem vas hotela za konec vprašati, pa mislim, da ste mi že odgovorili in da je to najlepši zaključek tega našega pogovora. Jaz upam, da ste tudi poslušalci, gledalci začutili večkrat v našem pogovoru, da se ti kocine dvignejo in upam, da smo nekaj tega zbrali tudi v to knjigo, ki bo ostala, ki bo tega duha prenesla naprej. Oblikovala jo je oblikovalka Pavla Bonča. Skratka, zelo lepa knjiga, ki je tudi kot projekt, tako kot je Gregor povedal, produkt nekega širšega sodelovanja, na katerega smo lahko vsi ponosni. Jaz se vam bom na tej točki lepo zahvalila za ta pogovor. Zdaj pa bi besedo predala naši ravnateljici, ki je verjetno še posebej vesela, da smo to tako speljali. Hvala za to iztočnico. Ravno o tem sem razmišljala, da ponavadi, ko kakšna knjiga izide, prvo predstavitev naredimo tu v Ljubljani. Jurčev Reže je s tole knjigo in vsem dogajanjem doživel to pomlad precejšno publiciteto. Ogromno dogajanja, veliko ljudi je slišalo zanj in čisto za konec smo prihranili predstavitev te knjige za Ljubljano. Ne še konec, ampak recimo te sezone pomladne. Ne? Verjamem, da ponavadi je tako, no, to, česar se v knjigi spominjamo, o čemer doktorica Kotar piše, vse, kar je zajeto v slikovnem gradivu, je pravzaprav zbir enega spomina na ta čas, na nekega človeka, na neko delo, na neke sledi, ki jih je pustil in zdaj zajeto v knjigo v resnici postane tako resničen materialni spomin, ki bo trajno, zavedno ostal tudi za naslednje generacije. Že drugič ta teden Celje prinašamo v Ljubljano. V torek smo imeli eno lepo predstavitev ob 20-letnici Škofije Celje in knjige škofa Maksimilijana Matjaža. In jaz ob vsaki priložnosti, ki se mi le ponudi, pripovedujem, kako v Celju dobro sodelujemo, kar ste, gospod Leja, pravkar tudi sami izpostavili, kako se inštitucije dobro povezujejo. In mislim, da je ta projekt ob obletnici Mladinskega pevskega festivala v Celju in obletnici Jurčeta Vržeta samo res en najlepših primerov tega sodelovanja.
in koliko sinergije in vsega lepega se iz tega lahko rodi. Tako da sem res ponosna na to, hvaležna za to sodelovanje in za zaupanje Prvi slovenski založbi. Najprej seveda Akademiji za glasbo in doktorici Darji Kotar, ki je pravzaprav sama prišla s to idejo in predlogom, da ta knjiga sodi k Mohorjevi iz različnih vzgibov. In seveda je več kot imenitno, kadar dobiš avtorja, ki je raziskovalec, ki je znanstvenik, ki ve, kako se knjige piše, da je knjiga ne samo strokovna, znanstveno sedi, ampak je tudi prijetna za branje. Seveda krasno, če imaš oblikovalca, ki to začuti in na pravi način tudi v knjigo položi. To, da so sosedje bolj dragoceni kot žlahta, doktorica Počivavšek vedno znova izpričuje, Muzej novejše zgodovine Celje, pravzaprav tik poleg stavbe Celjske Mohorjeve v Celju, in veliko projektov smo že naredili skupaj. Tako se dela, bi jaz rekla, in se seveda tega nadejamo tudi v prihodnje. Posebej sem pa vesela, seveda vedno znova tudi občina Celje najde posluh za projekte, ki jih predlagamo pri Celjski Mohorjevi, in seveda smo toliko bolj veseli, kadar kakšna pobuda pride tudi iz mestne občine Celje, ki je seveda na veliko podprla celoten projekt tega dogajanja, to je celjski projekt Mladinskega pevskega festivala, in tokrat seveda tudi prepoznala vrednost knjige tudi na tem področju. Res iskrena hvala vsem za to sodelovanje. Tako kot sem rekla, verjamem, da bo Jurčev Rešel zdaj si zaslužil malo pauze, ampak bo še govoril naprej. Pravijo, da je glasba, to, kar doživljamo v glasbi, kadar jo poslušamo, podobno temu, kar doživljamo, kadar gledamo rože. Tisti, ki znajo poslušati, in tisti, ki znajo gledati. Zato se bom vama samo z enim cvetom oddolžila, ampak ker je glasba najvišja oblika čarovnije, jaz mislim, da tudi vinska kapljica ni daleč od tega. Za vas pa ta.